Odmevi po vsakem koraku, ki ga naredimo v našem večnem plesu s temo, so glasovi nepojasnjenega. Vsak odmev deluje kot sila, ki nas vabi in nas vleče vse globje in globje v brezno skrivnosti, iz katerega se morda nikoli ne bomo vrnili. Številka 20. Pošast iz Firenc je zloglasni serijski morilec, ki bil v Firencah dejaven 17 let. Slavni serijski morilec je vzel življenje 16 ljudem, vendar njegova identiteta ostaja neznana. Grozni zločini so se začeli avgusta leta 1968, potem ko sta Barbara Lossi in njen svak Antonio Lobianco preživela večer v kinu. Barbarin mož je bil bolan, zato sta seboj vzela njenega mladega sina. Po filmu so se odpeljali na zasebno lokacijo v Sigmi, ko je neznana oseba uperila pištolo v Barbaro in Antonija ter ustrelila. Barbarin mož je bil preiskovan in na koncu zaprt zaradi zločina. Toda 6 let kasneje sta bila izvedena še 2 napada z enako vrsto orožja. Tako kot v prejšnjem primeru je serijski morilec napadel, medtem ko sta bila par parkirana na lokalnem kraju za ljubimkanje. Po 7 letih, ko ga niso ujeli, je serijski morilec ponovno postal aktiven. Leta 1981 sta še 2 para postala žrtvi pošasti iz Firenc. Med letoma 1983 in 1985 je bilo izgubljenih še 8 življenj. Vsi razen 2 so bili v paru. Edina 2, ki nista bila par, sta bila Wilhelm Meyer in Jens Huch, par nemških študentov. Oba sta bila moška, vendar je imel Jens dolge lase in policija je verjela, da jo je verjetni serijski morilec zamenjal za par. Številne srhljive osebe so bili aretirani zaradi teh zločinov in celo obsojeni, vendar je kmalu postalo jasno, da je aktivni serijski morilec še vedno na prostosti, ko je znova udaril. Leta 1994 je bil obsojen moški po imenu Pietri Paciani. Paciani je imel zgodovino nasilja in je že prestajal zaporno kazen, ker je vzel življenje drugemu moškemu. Toda edini dokaz, ki ga je povezoval s kaznivimi dejanji serijskega morilca, je bil neuporabljen naboj iste znamke kot tisti, ki so bili uporabljeni. Sodba je bila kasneje razveljavljena. Za Pacianija je bilo razpisano novo sojenje, vendar je umrl, preden bi se lahko odvilo. Namesto tega sta bila na sojenje postavljena 2 človeka, za katera so verjeli, da sta bila njegova sostorilca. Obsojena sta bila za 4 od 8 kaznivih dejanj, vendar se mnogi ne strinjajo z razsodbo. Pošast iz Firenc uradno ostaja neidentificirani serijski morilec, pri čemer so zmedeni ljubitelji resničnih zločinov kot možne razlage predlagali vse od strašljivih kultov, Zodiakovega morilca, do drugih grozljivih oseb. Številka 19. Mohan Kumar iz Indije je bil cenjen učitelj v svojem okrožju. Tisti, ki so poznali Mohana, so ga imeli za prijazno in skrbno osebo. A globoko v sebi je skrival temno skrivnost. Mohan ni imel le 2 žena, ampak je bil tudi izmuzljiv serijski morilec, ki so ga indijske oblasti obupano poskušale izslediti. 22-letna Anita Mulja je bila Mohanova 18. žrtev. Po več pozivih pa so se pojavile priče in podale ključne informacije. Na dan, ko je Anita izginila, so jo priče opazile z neznanim moškim na avtobusni postaji v njeni vasi. Te priče so lahko podale opis in približno starost, preiskovalci pa so v Indoneziji našli osumljenca, ki je ustrezal opisu. Ob aretaciji je priznal, da je odgovoren za vsaj 20 kaznivih dejanj na tem območju, preiskovalcem pa je povedal vse, kar so morali vedeti. Aktiven med letoma 2005 in 2009 je bil serijski morilec odgovoren za smrt najmanj 20 žensk. Njegove metode so bile grozljive. Predstavil se je kot spoštovan učitelj in zapeljeval ženske v razmerju, ki je trajalo več mesecev. Ko so mu zaupale, jih je odpeljal v hotel in jim nato dal nekaj, za kar je trdil, da je kontracepcija. Ko so tisto noč zaspale, se niso več zbudile. Vzel bi njihove stvari in pustil njihova trupla, da jih najdejo na javnem mestu, običajno v straniščih. Serijskega morilca niso nikoli ujeli, ker je vedno poskrbel, da se ni nikoli predstavil družini ali prijateljem žensk, ki jih je izbral. Zaradi teh razlogov nikoli ni bil osumljenec, pa tudi zato, ker sum kaznivega dejanja sploh ni bil prisoten. Preiskovalci so našli več mobilnih telefonov, njegovih nekdanjih ljubimk, pa tudi njihov nakit. Najbolj grozljiv od vsega je bil njegov dnevnik, v katerem so bila zapisana imena vseh žensk, na katerih je delal.
Tiste, na katere je obupal, so bile zapisane z rdečo barvo. Poskušal je ubijati tako pogosto, da bi sicer izgubil pregled nad tem, kdo je njegova naslednja tarča. Za svoja kazniva dejanja je Mahen prejel smrtno kazen. Če ne bi bilo njegovega priznanja, bi mu verjetno uspelo uiti pravici. Številka 18. V tej skrivnosti se pojavljata dve vprašanji. Kdo je uničil Jolly Farmer? In zakaj so to storili? Bilo je leta 1989 v majhni vasici z imenom Black Nest v Hampshireu, Južna Anglija, kjer je bil doma prikupen angleški pub Jolly Farmer. Gostilna je bila tipična za angleško podeželje. Razen tega, da je bila v mirnem delu mesta, obdana s polji, območje ni bilo nič posebnega. Ni veljala za nič posebnega, pa vendar je postala tarča grozljivega napada v temnem večeru 4. decembra. Tisti večer se je vse zdelo povsem normalno. Gostje so si privoščili nekaj pijač in klepetali z natakarji ter natakarcami. Do 2. ure zjutraj so zvoki trkanja kozarcev in glasnih pogovorov potihnili. Bar je bil zaprt in stranke so se opotekle domov. V Jolly Farmerju sta ostala še upravnik bara Richard Dean in kuhar Clifford Hose, ki sta pospravljala mize in štela denar. Nekje v zgodnjih jutranjih urah je telefon v baru prenehal delovati, očitno brez razloga. Niti Dean, niti Hose nista opazila ničesar nenavadnega vse do 2:40 zjutraj. Iz Jolly Farmerja je odjeknila silovita eksplozija. Zvok je bilo slišati 2 mili daleč in privabil je veliko množico na območje. Reševalne službe so bile takoj na kraju dogodka, kjer jih je pričakal osupljiv prizor. Tam, kjer je nekoč stal pub, je bil zdaj kup ruševin. Poleg tega, da so domačini vedeli, za kateri lokal je šlo, sta bila edina preostala prepoznavna znaka, poškodovan znak in dimnik, ki je še stal. Ostanki so bili raztreseni vse naokrog, več kot 100 jardov od kraja eksplozije. Med razbitinami so bili božična darila in sodčki piva, medtem ko so reševalci začeli preiskovati ruševine v iskanju preživelih. In kot meč Excalibur se je iz ruševin pojavila roka, ki je čakala, da jo izvlečajo iz njene kamnite kletke. Bil je Dean, njegova oblačila so se stopila z njegovo kožo. Naglo so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ga zdravili zaradi hudih opeklin na četrtini telesa. Žal so Hoseja odkrili šele 12 ur kasneje. Bil je nad mestom eksplozije in je pristal v kleti pod seboj. Skupaj z ruševinami stavbe in božičnim konfeti je bil prisoten močan vonj, ki so ga hitro prepoznali kot bencin. To je bila značilnost, ki je vzbudila resen sum in oblasti so začele verjeti, da ta tragični dogodek ni bil nesreča. Jolly Farmer, ali kar je od njega ostalo, je bil označen kot prizorišče zločina. Preiskovalci niso dolgo potrebovali, da bi ugotovili vir vonja po bencinu. Bencin je bil polit skozi lesena vrata v klet, kjer so dostavljali sode in druge zaloge. Tekočina se je nabrala pod gostilno in bila namerno zažgana. Neznani napadalec je skrbno načrtoval ta dogodek do zadnje podrobnosti, vključno s pretrganjem telefonskih linij, da tisti znotraj ne bi mogli poklicati reševalcev, če bi opazili plamene ali zavohali dim. Primer je postal preiskava umora in iskanje storilca, ki ga tiste usodne noči nihče ni videl ali slišal. Kolikor so preiskovalci lahko ugotovili, Jolly Farmer niti kdo od tam zaposlenih ni imel znanih sovražnikov. Najboljša teorija, ki so jo preiskovalci lahko oblikovali, je bila, da je šlo za primer zamenjave identitete. Leta 2008 je bila izvedena še ena preiskava dogodka, vendar odgovori niso bili najdeni. Ni bilo nobenih dokazov, ki bi lahko začeli razkrivati skrivnost dogajanja tistega večera, in skrivnost še vedno ostaja. Vprašanja ostajajo, kdo je uničil gostilno Jolly Farmer? In zakaj so to storili? Številka 17. Mesar iz Oklahoma Cityja je zloglasni serijski morilec, ki ga nikoli niso ujeli, potem ko je med letoma 1976 in 1986 vzel življenja 3 ameriškim domorodnim ženskam. Serijski morilec je bil posebej izprijen in je očitno užival v tem, da se je poigraval s policijo v tem sprevrženem primeru resničnega zločina, ki ni bil nikoli razrešen. Prvo truplo so odkrili 1. aprila 1976, ko je skupina delavcev komunalnega podjetja raziskovala zapuščeno hišo polno smeti. Eden je prevrnil vedro za pokovko in odkril žensko glavo. Ko so poklicali policijsko postajo, so organi pregona mislili, da je ta zločin prvoaprilska šala.
Ko so šli preveriti hišo, so namesto tega odkrili, da gre za zelo resnično skrivnost umora. Sprva so mislili, da je ženska belka, brezdomka, stara med 25 in 35 let. Forenzični testi so preiskovalcem razkrili, da je bila v resnici Indijanka, stara med 18 in 22 let. Ostanke njenega telesa so v kosih našli po vsej zapuščeni hiši. Leta kasneje je zgodba o zločinu začela bledeti iz spomina ljudi, ko je aprila leta 1979 neznani serijski morilec znova udaril. Našli so še eno truplo, Indijanke. Pes je v uličici blizu košarkarskega igrišča, kjer so se igrali otroci, odkril glavo. V nenavadnem, a resničnem preobratu so bili manjkajoči ostanki ženske raztreseni čez več ulic. Vsi ostanki so bili skrbno oprani, nekateri pa zaviti v časopisni papir ali rjave papirnate vrečke. Tudi ko je policija žensko identificirala kot Arlie Bell Killian, je oseba odgovorna za njeno smrt še naprej odlagala njene ostanke po mestu in se poigravala s preiskovalci. Leta so prebivalci Oklahoma Cityja živeli z nevarnim serijskim morilcem na prostosti. Verjeli so, da je bil zločinec domačin, ki je dobro poznal mesto, glede na kraje, ki jih je izbral za skrivanje raztresenih ostankov Arlie. Potem je leta 1986 zloglasni mesar postal aktiven in ponovno udaril. Spet. Kot rod prej je neznani serijski morilec vzel življenje 22-letni Marcy Sanders in pustil njene ostanke raztresene, da jih je policija našla. Med temi skrivnimi kraji, kjer so našli grozljive sledi z kraja zločina, je bil tudi majhen prehod za vrtom nekega moškega. Glavo so našli teden dni kasneje. Majhen preboj v primeru se je zgodil leta 1993, ko so prvo žrtev identificirali kot Kathy Lynn Shackelford, žensko, katere družina jo je iskala zadnjih 17 let, potem ko je pobegnila od doma. Njena sestrična je stopila v stik s policijo, ki je ugotovila, da je primer neznane ženske iz Oklahome pravzaprav pogrešana ženska. Žal, čeprav je bil primer pogrešane neznane ženske rešen, se zdi, da jih to ni nič približalo razkritju skrivnostnega serijskega morilca, ki je še vedno na prostosti. Številka 16. 19. oktobra 2014 so policisti v mestu Hammond v zvezni državi Indiana posredovali zaradi incidenta v motelu Motel 6. Telo 19-letne Afrike Hardy je v kadi odkrila oseba, ki jo je poznala. Po pregledu zapisov in posnetkov varnostnih kamer so se policisti hitro osredotočili na osumljenca. Ko so aretirali Darrena Diona Vana, niso imeli pojma, da bo med zaslišanjem na policijski postaji priznal, da je zlobni serijski morilec. Preiskovalci kraja zločina so iz hotelske sobe, ki je bila kraj zločina, zbrali več dokazov DNK. Afrika je bila preiskovalcem že znana kot prostitutka. Posnetek nadzorne kamere je ujel, kako je Afrika nazadnje vstopila v hotelsko sobo s svojo stranko, Darrenom Dionom Vanom, ki je bil njihov glavni osumljenec. Darren je bil še vedno v bližini, ko so ga prijeli. Policijske preiskovalce na postaji je šokiral, ko je priznal več drugih zločinov, ki so se zgodili v Garyju v Indiani v zadnjem letu. Povedal jim je, da jih ima vsaj še 6 in da je večina njihovih nerešenih primerov verjetno že obtičala v slepi ulici. Vzeli so mu DNK, da bi ga primerjali s forenzičnimi dokazi z krajev zločinov, za katere je priznal Darren. Forenzični preiskovalci so razkrili, da je Darren govoril resnico in mu dodali še več obtožb. Darren je bil spoznan za krivega in zdaj prestaja 7 zaporednih dosmrtnih kazni. Številka 15. Po skrivnostni legendi, ki kroži na Univerzi Severne Karoline, je mladi študent postal žrtev brutalnega zločina, ko je skušal pridobiti naklonjenost drugega študenta. Bilo je leta 1833, ko se je Peter Drumgoole brezglavo zaljubil v Fanny, študentko iz Chapel Hilla. Oba sta skoraj takoj postala par in se začela naskrivaj srečevati na ravni skali blizu pečine. Njuna ljubezen je bila neprimerljiva in je bila kot iz romana o ljubezni. To je trajalo, dokler ni drugi snubec nenadoma vse pokvaril. Ta snubec je bil Peterjev dober prijatelj, prav tako študent na univerzi. Peter je opazil, da se tudi on trudi osvojiti Fannyino naklonjenost, kar je povzročilo izjemno ljubosumje. Legenda pravi, da namesto da bi ukrepal glede svojih čustev, se je preprosto poskušal izogibati prijatelju, vendar ga je prijatelj vztrajno nadlegoval, dokler ni nekega dne vse skupaj doseglo vrelišča.
Oba sta se srečala na ozki poti, kjer je namerni udarec z ramo prerasel v vročo prepir. Tekmec je izzval Petra na dvoboj, ki naj bi se končal s Petrovim življenjem. V paniki sta tekmec in dva njegova prijatelja odnesla truplo na ravno skalo, kjer sta se Peter in Fanny pogosto srečevala. Izkopali so plitvo grob in pokopali svojo žrtev. Fanny, ne da bi vedela, da se je njenemu ljubljenemu kaj zgodilo, je še naprej hodila na skalo in dan za dnem čakala. Edini znak, poleg njegove odsotnosti, so bile rdeče madeže na skali, ki so nakazovale, da se je njenemu ljubimcu zgodilo nekaj hudega. Legenda se je prenašala skozi stoletja, dokler se radovedni raziskovalci niso odločili poiskati domnevno truplo Petra Drungula, vendar ga nikoli niso našli. Raziskovalci so začeli verjeti, da je bila celotna zgodba zgrajena na ničemer drugem kot na mitu, ki je le še dodal k pripovedim univerze. Izkazalo se je, da so nekateri deli zgodbe resnični. Peter Drumgoole je bil resničen študent Univerze Severne Karoline v Chapel Hillu, ki je januarja 1833 napisal očetu, da ni opravil sprejemnega izpita. Njegov oče ni bil zadovoljen z zavrnitvijo sina, a dodatno je ogenj jeze podžgalo še drugo pismo, ki mu ga je poslal član fakultete, v katerem je namigoval, da se Peter predaja razuzdanosti. Sledila je izmenjava grenkih pisem, zadnje pa se je glasilo: Odločil sem se, da nikoli več ne bom videl obraza tistega starša, ki sem ga obravnaval s tako malo spoštovanja, zaključil pa ga je z namigom, da bo odplul v Evropo. Peter je nato pod skrivnostnimi okoliščinami izginil iz svojih prostorov. Za seboj je pustil veliko svojih stvari in ni plačal trgovcu iz Chapel Hilla. Sostanovalec je pogrešenega moškega opisal kot muhastega in nagnjenega k divjemu vedenju. Potem ni več nobenih zapisov o Petrovih gibanjih. Tisti dan je preprosto izginil, razbrinil se je v neznano in kmalu postal legenda. Številka 14. Primeri skrivnostnih umorov s Cevasto Nogavico naj bi bili delo neznanega serijskega morilca, ki je v Mineradu v zvezni državi Washington vzel življenje vsaj 4 ljudem, morda pa tudi še komu drugemu. Augusta 1985 sta Stephen Harkins in Ruth Cooper delala na poklicni šoli v Tacoma in bila na poletnih počitnicah. Odločila sta se, da bosta konec tedna kampirala ob jezeru Tule, ne da bi vedela, da je na prostosti aktiven serijski morilec. Ko se naslednji ponedeljek niti Steven, niti Ruth nista pojavila na delu, so ju prijavili kot pogrešani osebi 2 dni potem, ko so ju nazadnje videli živa. Pogrešano Stevenovo truplo so končno našli pohodniki v njegovi spalni vreči. Njihovega mrtvega psa so prav tako našli na taborišču, vendar je Ruth še vedno veljala za pogrešano osebo. Preiskovalci kraja zločina niso verjeli, da je bila Ruth odgovorna za nerazrešeni umor iz več razlogov. Takrat je bil zloglasni serijski morilec Richard Ramirez, znan tudi kot nočni zalezovalec, še vedno na prostosti. Ko je bil aktiven, je pogosto napadal pare, moške je nepričakovano hitro ubil, nato pa si je vzel čas pri ženskah. Preiskovalci kraja zločina niso verjeli, da je kalifornijski serijski morilec odgovoren za primer v Washingtonu. Toda obstajala je resnična možnost, da se je po njem zgledoval kak grozljiv človek. Ruthine posmrtne ostanke so po 2 mesecih našli pol milje stran. Okoli vratu je imela cevasto nogavico, vendar so detektivi ugotovili, da to ni bil vzrok njene smrti. Več mesecev kasneje sta Michael Reimer, Diana Robertson in njuna mlada hči načrtovala taborjenje. Po pripovedovanju so 12. decembra, na dan, ko so par nazadnje videli, njuno hčerko našli zapuščeno na parkirišču pred trgovino Kmart. Ni mogla povedati oblastem, kaj se je zgodilo ali kje so njeni starši. Ko so jo vprašali o Diani, je hči samo rekla, da je njena mama med drevesi. Iskanja na tem območju niso prinesla ničesar vse do februarja, ko so Dianino truplo našli blizu Mikovega poltovornjaka. Serijski morilec je uporabil rezilno orožje 17-krat. Tako kot pri Ruthi, je bila tudi pri njej uporabljena cevasta nogavica, da so ji omejili dihanje. Medtem pa Mika ni bilo nikjer mogoče najti. Preiskovalci so opazili njegovo kriminalno preteklost, v kateri je bil nasilen do Ruthi, in špekuliralo se je, da je bil on serijski morilec v tej kriminalni zgodbi. Cevasta nogavica je preveliko naključje, da detektivi ne bi sumili, da so zločini povezani. Desetletja je to, kar se je zgodilo Mikeu, ostalo nerešena skrivnost. Šele leta 2011 so Mikove posmrtne ostanke našli nedaleč od kraja, ker je policija desetletja prej odkrila Diano.
Bilo je nemogoče ugotoviti, kako je umrl. Tudi potem, ko so našli še zadnje truplo, preiskovalci še vedno ne morejo razrešiti te skrivnosti umora. Preiskovalci primera ostajajo negotovi, ali je neznani serijski morilec vzel življenje Mikeu, ali pa je Mike vzel življenje Diani in nato sebi. Številka 13. Salvatore Perrone in Staten Islanda, kasneje znan kot Salocene, je hodil gor in dol po ulicah s črno športno torbo. Ukvarjal se je s prodajo oblačil kot potujoči prodajalec, imel pa je tudi drugo službo kot ropar, ki je postal serijski morilec. 6. julija 2012 je Sal vstopil v trgovino z oblačili tik pred zaprtjem. V notranjosti sta bila le on in 65-letni lastnik. Lahko bi ga preprosto oropal, vendar se je odločil uporabiti skrajšano strelno orožje za nekaj nepredstavljivega. 2 drugi trgovini sta bili tarča v naslednjih mesecih istega leta. Tako kot pri prvem zločinu so bili zaposleni sami in ranljivi. V eni izmed trgovin je varnostna kamera posnela zločinca. In ne nekaj tednov po zločinu so oblasti v New Yorku potrkale na vrata stanovanja Sala Perrona, ki ga je delil s svojo punco v Brooklynu. Notri so našli športno torbo, zelo podobno tisti, ki so jo opazili na posnetkih varnostnih kamer zvečer, ko so se zgodili zločini. V torbi so bili orožje in lepilni trak, ki so jo forenzični preiskovalci uspeli povezati s 3 zločini. Po tem odkritju je bila usoda Sala zapečatena in hitro so ga aretirali. 4 leta je trajalo, da je sin Sala stopil pred sodišče zaradi svojih zločinov. V tem času pa je med drugimi izpadi trdil, da mu je podtaknil dokaze poslovni partner iz Irana. Kar naredi Sala enega najbolj zlobnih serijskih morilcev v zgodovini, je njegova popolna odsotnost kesanja. Na njegovem sojenju se je sin trgovca v solzah spomnil, kako mu je odprl vrata in trgovino pustil odprto dlje, ter ga obravnaval, kot da je družinski član. Druga priča trdi, da je z njim nevede plesala v nočnem klubu, kmalu potem, ko je zagrešil svoja grozodejstva, pri čemer se je zdel popolnoma normalen. Obsojen je bil na kazen od 75 let do dosmrtnega zapora v popravnem zavodu Clinton v New Yorku. Številka 12. Bilo je leta 1982, ko je eden najbolj drznih in strašljivih zločinov pretresel Belgijo. To je bil napad tolpe gnajfov, ki sta jo sestavljala 2 neustrašna moška. Bila sta mogočna moška, okrašena z opaznimi brki, opisana kot stara in prekaljena. Občasno se jima je pridružil še 3. moški, ki je bil videti podoben, in skupaj so po mestu Dino povzročali kaos ter izvedli eno največjih kriminalnih pohodov v zgodovini. Sprva so se zločini, povezani s temi moškimi, začeli 10. maja tistega leta v Bruslju, ko sta 2 drzna tatova ukradla 2 vozili. Eden izmed njiju je bil Austin Allegro, ki so ga kasneje zapustili zaradi slabega stanja. Drugo vozilo je bil Fox Santana v dobrem stanju, ki so ga ukradli kar iz razstavnega salona. Augusta je Santana postala vozilo za pobeg, par pa je po zapiralnem času vlomil v francosko trgovino z živili, oborožen s strelnim orožjem. Policija je bila obveščena o ropu v teku in se je odzvala na kraj dogodka, vendar so bili ranjeni v izmenjavi strelov. Konec septembra, sredi belega dne, so 3 moški, oboroženi s strelnim orožjem, povzročili teror v trgovini z orožjem, prisilili stranke in zaposlene, da so legli na tla ter sistematično iskali orožje. Priče so jih opisale kot metodične in da so natančno vedeli, kaj iščejo. Policija je ponovno prišla na kraj dogodka, vendar so jih napadalci smrtno ranili. Do konca te preizkušnje je bilo ukradenih 15 kosov orožja, vključno s polavtomatskimi puškami in pištolami. 23. decembra naj bi bil po nekaterih poročilih oskrbnik v gostišču Beerzel Inn smrtno ranjen in domnevno mučen. Žrtev je bil Jose Van den Aende, podpornik španskega voditelja Francisca Franca, ki naj bi pogosto obiskoval strelišča, za katera so verjeli, da so zbirališča osumljencev v kriminalnem pohodu tolpe iz Nivelsa. Ko se je leto 1982 končalo, policija še vedno ni imela pojma, da so ti zločini kakorkoli povezani. Držali so, da gre za naključne, osamljene, občasne incidente. Pohod se prav tako še ni končal in 9. januarja 1983 se je groza nadaljevala, ko so v prtljažniku taksija odkrili truplo. Na kraju zločina so našli ogorek cigarete, vendar DNK na njem ni bila povezana z nobenim osumljencem.
Februarja so s pomočjo tretjega moškega oropali trgovino z živili v Genvalu. Tokrat je bil napad usmerjen na denar, nihče pa med preizkušnjo ni bil huje poškodovan. 2 dni kasneje so žensko prisilili, da je izstopila iz svojega Volkswagen Golfa in si je dobro ogledala osumljenca, kar je kasneje pripeljalo do enega izmed fotorobotov. V istem mesecu je bil iz mehanične delavnice ukraden Audi, še ena trgovina z živili pa je postala žrtev, pri čemer je bil za pobeg uporabljen Volkswagen Golf. Marca so moški napadli še eno trgovino z živili, pri čemer so smrtno ranili upravitelja, in ko so bežali z denarjem, so večkrat ustrelili v trgovino, kar je razkrilo njihovo izjemno neusmiljeno naravo. Do konca leta 1983 je bila policija uradno v slepi ulici in še vedno ni vedela, da so vsi ti zločini delo istih storilcev, kar se je nadaljevalo do leta 1986, pri čemer so podobni napadi prevladovali v naslednjih 3 letih. Ob koncu svojega pohoda je banda iz Nivela izvedla 20 napadov, povzročila 40 ranjenih in 28 smrtnih žrtev. In vse, kar je imela policija, so bili nejasni opisi 3 osumljencev. Dobili so vzdevek Velikan, moški, ki je bil visok več kot 180 cm in bil je opisan kot vodja skupine. Drugi moški je bil v svojih 30-ih, na videz starejši od vodje. Bil je visok, vendar ne tako visok kot Velika. Prav ta posameznik je zafrkaval in se smejal žrtvam. On bi bil tudi tisti, ki bi pogosteje streljal. Tretji moški, ki se je redko pojavljal na prizoriščih zločinov, je bil imenovan starec ali voznik. Bil je precej starejši od ostalih 2, grob, zgaran in nizek. Bil je vpleten v napade in je bil voznik pobeglega vozila. Čeprav je bilo več posameznikov označenih kot osebe, ki so zanimale preiskovalce, niz kaznivih dejanj nikoli ni bil razrešen. Prevladovala je teorija, da so bili storilci poklicni kriminalci in da so morda povezani s skrajno desničarskimi ekstremisti. Številka 11. Morilek iz Monsterlanda je bil zloglasno znan serijski morilec, ki je v 70-ih letih prejšnjega stoletja v regiji Monsterland v Nemčiji vzel življenja 4 ženskam. Kljub nagradi za informacije in dejstvu, da imajo DNK serijskega morilca v evidenci, ga organi pregona nikoli niso ujeli. Vsi njegovi nerešeni primeri so vključevali mlade ženske, vitke postave in temnih las, stare med 18 in 23 let. Vsaka je doživela nepričakano usodo, potem ko je vstopila v avto z neidentificiranim serijskim morilcem. Prva je bila Edeltrud van Boxel, ulična prostitutka, ki so jo videli, kako je 21. novembra 1971 zvečer vstopila v svetlo obarvanega Volkswagna. Priča, prav tako ulična prostitutka, je takrat domnevala, da si je našla stranko, ki bo plačala. Nekaj ur kasneje je šokiran kmet na Makadamski cesti našel Edeltraudino truplo. Minilo bo več mesecev, preden je ženska po imenu Barbara Storm izginila po odhodu iz kluba maja 1972, domnevno v rokah morilca iz Monsterlanda. Minilo je nekaj časa, preden je serijski morilec ponovno udaril. Tokrat je ženska po imenu Marlies Hammers štopala svojim fantom, ko sta postala del nerešene kriminalne skrivnosti iz resničnega življenja. Oba sta se razšla, saj sta menila, da imata kot posameznika več možnosti, da dobita prevoz. Kasneje je fant za kratek čas videl Marlies, kako se je peljala mimo na sovoznikovem sedežu temnozelenega avtomobila. Ni se sploh odzvala, ko ji je pomahal. Prijavili so jo kot pogrešano osebo, ko ni prišla na njuno dogovorjeno mesto srečanja. Končna tarča je bila 22-letna Erika Kutz. Mlada ženska je štopala domov iz univerzitetne knjižnice, ko jo je napadel serijski morilec. Po poročilih o tej nerešeni zadevi je bil kasneje opažen siv Mercedes, ki je vozil izjemno počasi po cesti in iskal vhod v gozd. Nekaj dni kasneje so pogrešano telo Erike našli blizu kraja, kjer so videli Mercedes, kako se je počasi peljal mimo. Po 4 grozljivih zločinih je morilec iz Monsterlanda očitno prenehal biti aktiven in preprosto izginil brez sledu. Preiskovalci kraja zločina so lahko povezali te 3 nerešene primere samo zato, ker so bila trupla odvržena na istem kraju. Forenzični preiskovalci so pod Barbarinimi nohti našli dokaze o DNK serijskega morilca, medtem ko se je borila za svoje življenje. In nekje v 90-ih letih so DNK, najdeno na kraju zločina, primerjali z morebitnim osumljencem. Rezultati forenzične preiskave so pokazali, da njihov osumljenec ni bil odgovoren za zločin in preiskava primera je zastala.
Od takrat so dosjeji o tem nerešenem primeru večkrat ponovno odprli, vendar nikoli niso našli ujemanja za tega skrivnostnega serijskega morilca. Številka 10. Jessica Lynn Guarino, najmlajša od treh sester, je odraščala v okrožju Unicoi v Tennesseeju. Leta 2011, ko je imela 21 let, je pritegnila pozornost Carsona Camerona, 52-letnega moškega, ki je živel v Goldsboro v Severni Karolini in je imel nekaj sostanovalcev. Njena družina, ki ni odobravala te zveze, jo je iz več razlogov poskušala odvrniti od Camerona, vendar je bila Jessica zaljubljena do ušes in njihovi napori so bili zaman, saj se je do božiča mlada ženska preselila v dom svojega novega fanta na Old Grantham Road. Poleg starostne razlike je bila družina Guarino zaskrbljena tudi zaradi uporabe prepovedanih drog. Jessica naj bi imela zgodovino težav z odvisnostjo, Cameron pa naj bi bil še vedno pogost uporabnik. Čeprav je bila prisotna neprekinjena napetost, je družina ostajala v stalnem stiku. Saj tako je bilo do zadnjih dni januarja 2012, ko je Jessica opravila svoj zadnji telefonski klic sorodnikom. Poklicala je svojo sestro, Ashley. Ashley je povedala, da ne bo plačana do naslednjega tedna in da ji bo do takrat na telefonu zmanjkalo minut. Naslednji teden je menil brez besede od 21-letnice in kmalu je postalo jasno, da je dekle pogrešano. Po prijavi na šerifovem uradu okrožja Wayne so njene zadnje premike izsledili do Carolina Treatment Center, ambulantne ustanove v delu ulice East Ash Street pri številkah okoli 1700 v Goldsboroju v Severni Karolini. Tam je bila 23. januarja 2012, vendar nihče ni povsem prepričan, kam je šla potem. Kasneje je sodelavec trdil, da jo je videl 25. januarja, torej 2 dni kasneje. Šerifov urad okrožja Wayne bi prav tako obvestil policijsko postajo Irvine v Tennesseeju, ki bi izvedla lastno preiskavo in bila pozorna na pogrešano žensko. Preiskovalci so kmalu pristali na pragu Carsona Camerona, ki je imel nenavadno zgodbo za povedati. Po njegovih besedah je njegova partnerka, s katero sta živela skupaj, nenadoma odšla sredi noči, ne da bi kaj povedala, in pustila vse svoje osebne stvari za seboj. Toda Carsonovi zgodbi so kmalu oporekali, ko so se preiskovalci obrnili na njegove sostanovalce. Sostanovalci, ki so živeli v hiši s Cameronom in Jessico, so trdili, da sta par dejansko skupaj odšla sredi noči, vendar se je le eden od njiju vrnil čez nekaj dni. Nenavadno je, da je bila Jessicina kartica za prehranske bone še vedno v uporabi vsaj mesec dni potem, ko je bila prijavljena kot pogrešana. Kartica je bila uporabljena na 2 lokacijah, v Charlestonu v Južni Karolini in v Goldsboru v Severni Karolini. Jessica od januarja ni dostopala do nobene svoje strani na družbenih omrežjih. V naslednjih mesecih je bil Cameron aretiran zaradi drugih neimenovanih obtožb, vendar je še vedno odklanjal govoriti o svojem pogrešanem dekletu ali o primeru. Ni ponudil nobenih informacij, ki bi lahko vodile do tega, kje je, in jasno je bilo, da je bil zadnja oseba, ki jo je videla. Tisti usodni večer jo je spremljal in se vrnil brez nje. Kaj je Jessica, ostaja srhljivo neznano. Okoliščine njene izginotja ostajajo nejasne. Cameron pa je še vedno v senci suma in dvoma. Družina Jessice ne verjame, da bi odšla, ne da bi jih prej kontaktirala. V tem primeru obstaja le nekaj majhnih sledi, ona pa še danes ostaja pogrešana v zelo srhljivih okoliščinah. Številka 9. V 80-ih letih se je v Los Angelesu v Kaliforniji pojavil eden najhujših in najbolj zlobnih serijskih morilcev vseh časov. Desetletja je bil ta strašljivi posameznik znan preprosto kot zloglasni Grim Sleeper. Šele mnogo let kasneje, zahvaljujoč dokazom s kraja zločina, je bil strašljivi serijski morilec, znan kot Grim Sleeper, priveden pred roko pravice. Do konca leta 1985 je bila Los Angeleška policija prepričana, da imajo opravka s serijskim morilcem. V zadnjih 2 letih so povezali 13 žrtev z enim moškim, ki so ga poimenovali morilec z južne strani. Vse ženske so bile ulične delavke s temno poltjo, kar je bila v 80-ih nizka prioriteta za policijske preiskovalce. Kljub več pomanjkljivim preiskavam serijskega morilca več let niso nikoli ujeli. Desetletja kasneje bi se morilec z južne strani, ki so ga zdaj imenovali tudi Grim Sleeper, leta 2002 znova aktiviral v Los Angelesu.
Preiskovalci, ki so verjeli, da je Grim Sleeper bodisi umrl ali bil aretiran zaradi drugih obtožb, so se motili, saj se je eden najhujših serijskih morilcev v Los Angelesu vrnil in zahteval življenja več žensk. Primeri so ostali nerešeni vse do leta 2010, le 2 leti po zadnjem umoru, ki ga je zagrešil Grim Sleeper, ko je LAPD dosegel nepričakovan preboj. Moški po imenu Christopher Franklin je bil pridržan zaradi nepovezanih obtožb. Vzorec DNK, ki ga je oddal v zaporu, se je delno ujemal z vzorcem DNK najdenim na več prizoriščih zločinov, ki jih je za seboj pustil Grim Sleeper. Skrivnost umora pa še ni bila rešena. Christopher Franklin je bil namreč premlad, bi bil Grim Sleeper, saj so se njegovi zločini začeli že v 80-ih letih. Vendar je bil Christopher delno ujemanje DNK, ker je bil pravi serijski morilec nekdo iz njegove družine. Forenzični preiskovalci so se obrnili na Christopherja Franklina starejšega, njegovega očeta, ki je bil prave starosti, da bi lahko začel v 80 letih kot mladenič in se nato desetletja kasneje znova pojavil ter udaril. Preiskovalci so pridobili nalog za preiskavo Lanijevih smeti in uspeli pridobiti vzorec DNK iz kosa pice, ki jo je odvrgel. Policija Los Angelesa je zadržala dih, medtem ko so upravljali teste, in ko so rezultati prispeli, so bili šokirani. Potrdili so, da se Lonnie David Franklin Leishi ujema z dokazi z prizorišč zločinov Grim Sleeperja od leta 1985 do 2007. Loneža so hitro aretirali in ga leta 2016 privedli pred sodišče. Nažalost, Lonnie ni dočakal pravice, saj leta 2020 umrl v San Quentinu. Številka 8. Strašljiv pojav fantoma oziroma lažnega socialnega delavca je v 90-ih letih prejšnjega stoletja zajel Združeno kraljestvo in ZDA. Neznane osebe, pogosto lepo oblečene, so se pretvarjale, da so socialni delavci, medicinske sestre javnega zdravja ali podobni strokovnjaki, da bi vstopile v domove, pogosto pod pretvezo preverjanja dobrobiti ali cepljenja. Ključni dogodek se je zgodil v Sheffieldu, Južni Yorkshire, leta 1990, ko sta 2 ženski, ki sta trdili, da sta iz NSPCC, obiskali dom Elizabete Copeland. 2 dni kasneje se je vrnil drug par agentov in je grozil, da ji bodo odvzeli otroke na podlagi domnevne ocene tveganja. Copelandina prijava oblastem je razkrila, da NSPCC ni imel nobenega zapisa o nobenem od obiskov, kar je vodilo do začetka operacije Skrb za otroke. Drug primer v Blessingtonu, na Irskem leta 1991, je vključeval žensko, ki se je predstavljala kot medicinska sestra javnega zdravstva, poznala ime in datum rojstva mladega dečka ter ga je poskušala odpeljati na tako imenovana cepljenja. Vendar je odšla, ko je mati zahtevala, da ji pokaže osebno izkaznico. Vzhodni zdravstveni odbor je nato izdal opozorila. Poročila o teh prevarantskih obiskih, pogosto strani lepo oblečenega para, so leta 1991 prevladovala v več angleških okrožjih. Čeprav so bili ugrabitve redke, so bili ti incidenti vznemirjajoči. Ta pojav se je nadaljeval skozi 90 leta, pri čemer so storilci postajali vse bolj prebrisani, saj so izdelovali lažne osebne izkaznice. Posamezni incidenti so bili prijavljeni še leta 2021, v katerih so lažni zdravstveni delavci izvajali domnevna cepljenja. Motivi ostajajo nejasni, teorije pa segajo od serijskih ugrabiteljev do množične histerije. Hitro razmišljanje staršev, ki so vztrajali pri identifikaciji ali stopili v stik z oblastmi, je morda preprečilo veliko daljši seznam pogrešanih otrok. Številka 7. Jack Stripper, ki je bil aktiven v 60-ih letih, je bil eden najbolj zlobnih serijskih morilcev, ki ga nikoli niso ujeli. Tako kot bolj znani Jack Razparač je tudi ta manj zloglasni posameznik lovil v Londonu in izbiral enako vrsto žensk, ulične prostitutke. Bilo je februarja 1964, ko so truplo Han Telford našli na bregu reke Temze, blizu klubske hiše London Corinthian Sailing Club, tik zahodno od mostu Hammersmith. Blazni serijski morilec je vzel spodnje perilo in ga zatlačil v usta. V naslednjih 12 mesecih je grozljivi storilec pustila še 5 trupel, 4 na ulicah in v ozkih prehodih ter eno v skladišču. Vsem je manjkala oblačila, zato je serijski morilec dobil svoj vzdevek in vsi so bili prikrajšani za kisik. Slavni primer skrivnostnega umora je sprožil eno največjih iskalnih akcij v britanski zgodovini.
Kriminalisti so želeli, da bi bili ti primeri umorov rešeni in da bi serijskega morilca ujeli, za razliko od zloglasnega Jacka Rasparača izpred 2 stoletij. Policija je zaslišala na tisoče osumljencev in na koncu zožila seznam osumljencev na le 3 osebe, ki so jih posebej zanimale. Potem, ko so kriminalisti razkrili, da so zožili seznam osumljencev, so se ti skrivnostni umori skrivnostno nehali dogajati. Naključno je bilo to približno v času, ko si je eden od osumljencev, moški po imenu Mondo Ireland, vzel življenje. Na več nerešenih primerih umorov je preiskovalec kraja zločina našel enake nenavadne madeže barve, raztresene naokoli. Namig so na koncu povezali z avtoličarsko delavnico na območju Huron Trading Estate, ki ni bila daleč od kraja, kjer so našli eno od trupel. Mondo Ireland je bil povezan z isto industrijsko cono. Dolga leta so ga sumili, da je zloglasni serijski morilec. Vendar se je kasneje izkazalo, da je bil v času nekaterih zločinov na Škotskem. In tako prava skrivnost nikoli ni bila razrešena. Med drugimi osumljenci za umore sta bila tudi boksar Freddie Mills in Harold Jones. Nekateri iz skupnosti ljubiteljev resničnih zločinov pa so ugibali, da zločinov ni zagrešil en sam strašljiv človek, temveč več strašljivih ljudi, ki so sodelovali med seboj in jih nikoli niso ujeli. Številka 6. Bil je upadljiv zelen dvosed Bristol SLSA, ki je z letališča Georgetown odletel ob 12:45 2. avgusta in izginil v neznano. Majhno letalo je prevažalo 72-letnega Gregoryja Vaughna, 66-letnega Kima Warnerja in njuno ljubljeno psičko Molly, ko se je izgubilo ob severni obali Tasmanije. Njihov cilj je bil osrednji del Novega Južnega Walesa, vendar bi jih njihova pot vodila čez zloglasni Bassov preliv, avstralski Bermudski trikotnik. Prav na tem območju med Viktorijo in Tasmanijo je prišlo do več nerazložljivih izginotij, ki so prizadela ladje in letala. Nestanovitno vreme, močni tokovi in slaba vidljivost so morda razlog za skrivnosti, ki se tukaj odvijajo. Desetletja je ožina Bass požirala letalo za letalom in ladjo za ladjo, nato pa je znova udarila ter dodala še en primer na svoj vedno daljši seznam. Posebno obarvani Bristol naj bi pristal v regionalni Viktoriji, kjer bi natočil gorivo. NATO bi moral nadaljevati proti Houstonu, vendar na letališče nikoli ni prispel, kot je bilo načrtovano. Takoj po 17. uri na določen dan, ko bi morala pristati Gregory in Kim, so njihovi družinski člani obvestili oblasti, saj so verjeli, da se je moralo zgoditi nekaj groznega. V le nekaj trenutkih se je začela preiskava. Ugotovili so, da Gregory, ki je pilotiral letalo, ni vzpostavil nobenega stika z oblastmi. Kontrolni stolpi prav tako niso prejeli nobenega klica na pomoč, kar nakazuje, da se je bodisi vse zgodilo tako hitro, da pilot ni imel časa poslati klica, ali pa se mu ni zdelo potrebno prijaviti nevarnosti. Zdelo se mu je nepotrebno prijaviti nevarno situacijo, dokler ni bilo že prepozno. Na tem območju so nato sprožili obsežno iskalno akcijo, pri kateri so imele oblasti na voljo napredno tehnologijo. Kljub hitremu ukrepanju in intenzivnim prizadevanjem za iskanje svetlo obarvanega letala so Gregory, Kim in Molly še vedno ostajali pogrešani. Zahtevne vremenske razmere so iskanje še dodatno otežile in upočasnile zračno iskanje. Ko se je vreme izboljšalo, so se operacije nadaljevale, vendar oblasti niso nič bliže razumevanju, kaj se je tistega usodnega dne zgodilo ali kje bi lahko končalo letalo s potniki. Do konca septembra so bila iskanja uradno prekinjena, policija pa je čakala na nove informacije, preden bi nadaljevala preiskavo. Upamo lahko le, da so potniki pristali na kopnem in niso padli v ocean. Par ima večletne izkušnje v letalstvu in ob tem se možnosti, da jih najdejo žive, hitro zmanjšujejo. Zaenkrat sta Bristol in njegovi potniki še vedno pogrešani nad zloveščim skrivnostnim Bassovim prelivom, brez kakršnih koli odgovorov v tej srhljivi zgodbi. Številka 5. Serijski morilec z imenom Tony Abels je bil aktiven od leta 1970 do 1990 in je ubil 4 ljudi. Tony Abels je prvič udaril v St. Petersburgu na Floridi. Preiskovalci so ga povezali s prizoriščem zločina v začetku leta 1971, presenetljivo pa je odslužil le 12 let zapora. Čeprav še ni bil serijski morilec, zapor Tonyju ni koristil. Namesto da bi ga rehabilitiral, mu je le pomagal postati še slabši in bolj zloben.
Kmalu po izpustitvi leta 1983 je Toni znova udaril. Tokrat je v njenem domu v Worcesterju v Massachusettsu 83-letni Adeline McLaughlin na obraz pritisnil blazino. Ko so preiskovalci prispeli na prizorišče zločina, je bil Toni že na begu. 4 leta kasneje bi končal življenje 31-letne ženske po imenu Deborah Kaiser. Njeno pogrešano truplo bi v gozdu našli otroci med igro. Tonijeva zadnja žrtev je bila njegova 48-letna punca Marlene Berns, ki jo je ubil z golimi rokami. 4. junija 1990 so policisti v okrožju Pinellas na Floridi prijeli klic zaradi družinskega prepira. In ko so prispeli, so našli Marlenino truplo na dnu stopnic. Ni jim vzelo veliko časa, da so razrešili primer, saj je Toni priznal vse, ko so policisti prispeli v njegovo stanovanje. Kriminalistični preiskovalci takrat niso vedeli, da gre za intervju z istim serijskim morilcem, ki je odgovoren za nerešene primere Adeline McLaughlin iz leta 83 in Deborah Kaiser iz leta 87. Do let 1991 je Toni že prestajal dosmrtno kazen zaradi tega, kar je storil svojemu dekletu. Ob prijetju je dal vzorec DNK. Forenzični preiskovalci vzorca niso testirali vse do leta 2000. Leta 2006 so odkrili ujemanje DNK dokaza, najdenega na 2 nerešenih prizoriščih zločina. V hiši 83-letne Adelaide in v gozdu, kjer so našli Deborah. Tony Abels ni bil obtožen v primeru Deborah Kaiser, saj sta bila z njo v romantičnem razmerju, kar po mnenju policije zaplete primer, ker odpira številne različne pravne taktike, ki bi jih lahko uporabil v svojo obrambo. Tony Abels še naprej prestaja dosmrtno kazen v popravnem zavodu v South Bay na Floridi. Številka 4. Za ta primer smo porabili več kot 1000 delovnih ur. Glede celotne zadeve ostajamo odprti za vse možnosti. Če bi vsaj poznali razlog za to, bi bili korak bližje. To so bile besede frustracije, ki jih je izrekel glavni inšpektor Lynn Turley, ki je bil zadolžen za skrajno nerazložljiv dogodek, ki je prizadel eno samo ulico v Birminghamu. Njegove besede so poudarile, koliko truda je bilo vloženega v razrešitev nenavadne skrivnosti, ki se je začela konec leta 1981. To je bila Thornton Road v Ward Endu, ki je bila izpostavljena nenavadnemu in nevarnemu napadu metanja kamenja. Gladki, zloščeni predmeti so prileteli skozi okna, razbijali steklo, poškodovali mimoidoče in včasih naredili udrtine v strehah hiš. Odkot so prišli? Kdo je povzročal kaos v tej mirni, neopazni soseski? To je vprašanje, ki kljub prej omenjenim uram dela ostaja neodgovorjeno. Prav 3 hiše so bile najbolj na udaru. Okna hiš številka 32, 34 in 36 so bila razbita zaradi neprestanega dežja zglajenih kamnov. Prva poročila o incidentu so privedla do hitrega preiskovanja okolice, vendar brez uspeha. Sčasoma so kamni skoraj vsako noč prileteli iz neznane praznine in vnašali strah med lastnike hiš. Tako zelo, da so ti začeli celo barikadirati svoje domove v upanju, da bodo odvrnili kakršnokoli bitje, ki se je zadrževalo na nevidnih obrobjih. Na prazna okenska okvira so namestili kokošjo mrežo ali valovite pločevine, da bi se zaščitili. Sčasoma so se organi pregona zatekli k zasedam v upanju, da bodo storilce ujeli na delu. Sprva so sedeli v svojih avtomobilih, čakali in opazovali, vendar niso videli, odkot prihajajo kamni. Nato so postavili vrsto skritih kamer in taborili na vrtovih v spalnih vrečah. Kljub temu niso mogli ugotoviti, odkot so skrivnostni kamni prihajali. Kamera ni ujela nobene osebe, a zvok razbitega stekla in udarcev po kovinskih ploščah se je nadaljeval. Po več mesecih so policisti izvajali nadzor 24 ur na dan. Nekateri so se celo skrivali po drevesih. V skrivnost so bili vključeni tudi balistični strokovnjaki, vendar niso bili v pomoč preiskavi. Kamniti izstrelki, ki so jih temeljito pregledali, niso imeli nobenih prstnih odtisov. V obupu so poklicali tudi duhovščino, vendar so bili tudi oni brez odgovora. Čeprav se morda zdi, da gre za primer srečnega vandala, ki je sejal strah po Thornton Roadu, se skrivnost le še poglablja, saj se je vse skupaj nadaljevalo še naslednja 3 leta brez prekinitve. Primer je bil nenehno v središču pozornosti v nacionalnih časopisih in celo na televiziji, vendar noben namig ali informacija ni razrešila skrivnosti.
Maja 1982 je Birmingham Mail poročal, da so prestrašeni prebivalci pripeljali na še en skrivnostni napad. Ta napis je spremljala slika prebivalke Evelyn Malko, ki je bila videna z zaščitno pločevinasto čelado. Tudi drugi lastniki hiš so bili prisiljeni nositi zaščitno opremo, saj so že utrpeli številne poškodbe. Nekateri so verjeli, da so izpostavljeni paranormalnim pojavom, vendar je imela policija drugačno razlago. Predlagali so, da je nekdo namestil velikansko katapulto, ki mu je omogočala obstreljevanje teh hiš z razdalje 200 jardov. Policisti so prisegli, da bodo ujeli krivca in namignili, da čeprav ima vse adute v rokah, mu bo prej ali slej spodletelo. A mu nikoli ni. Sčasoma se je obstreljevanje s kamni ustavilo, prav tako nenadoma, kot se je začelo. Tudi nenadna prekinitev je bila sama po sebi skrivnost. Številka 3. 13. marca 1967 je let družbe South African Airways, številka 406, doživel 2 nesreči, preden je opravil svoj zadnji usodni polet iz Port Elizabetha v Johannesburg. Najprej se je zaradi okvarjenega nosnega kolesa vrnil na letališče Jan Smuts, kasneje pa je po vzletu iz East Londona trčil v ptico. Kljub temu, da so pregledi dovolili polet, je pilot, kapitan Nepalski, natočil gorivo in se odpravil na povratni let, pri čemer je pričakoval slabo vreme. Nekaj minut po vzletu iz Port Elizabetha, ob 4:41 zjutraj, letalo je prejelo vremensko obvestilo. Ob 5:06 zjutraj je Loposki že spuščal letalo le 20 milj pred pristankom. 2 minuti po njegovi zadnji radijski zvezi, ko je potrdil, da je na višini 2000 čevljev in ima obalo v vidnem polju, je letalo izginilo ter strmoglavilo v ocean s 25 potniki. Prvi reševalni poskusi so našli le majhne ostanke. Kasnejša preiskava je ugotovila, da je bilo letalo ob trku sposobno letenja in je upoštevala 2 možna vzroka. Pilot je doživel srčni napad ali pa je prišlo do prostorske dezorientacije. A leta kasneje je bila predlagana alternativna teorija, da naj bi se krilo odlomilo, vendar brez kakršnihkoli dokazov. Preiskovalec sodnik Cecil Margot je omenil še 4 druge izgubljene ali strmoglavljene polete, od katerih sta imela 2 strukturne težave. V času apartheida se je pojavila bolj zlovešča teorija, namerna sabotaža. Na krovu sta bila 2 potnika kritična do vlade, Johannes Brewer in Audrey Rosendahl, kar je še dodatno podžgalo idejo o prikrivanju. Noben dokončen dokaz ne podpira uradnega ali neuradnega vzroka, zato ta tragedija ostaja nerešena skrivnost, izgubljena v globinah oceana. Številka 2. Začetka tega leta je bila posodobitev ChatGPT umaknjena, ko so ugotovili, da je nova različica GPT-4 pretirano priliznjena. Njegova zasnova je botu omogočila, da potrjuje impulzivne nagone in krepi negativna čustva, kar je napaka v zasnovi, ki je lahko nevarna za posameznike, ki že trpijo za psihološkimi težavami in blodnjavimi prepričanji. Najzgodnejši primer, da je nekaj očitno narobe, se je pojavil še preden je bil sploh skovan izraz psihoza zaradi klepetalnih robotov. Ta primer je imel precej dramatične posledice. Na božični dan leta 2021 je moški po imenu Jaswant Singh Chahal uspel vdreti v grad Windsor oborožen s samostrelom. Po aretaciji in zaslišanju so odkrili, da je bil eden redkih ljudi, ki so bili občutljivi na umetno inteligenco. Izkazalo se je, da je njegov klepetalni robot Sarai potrdil njegovo identiteto kot izurjenega sitovskega morilca. Do začetka leta 2025 so se blodnje povezane z umetno inteligenco samo še stopnjevale. Računovodja iz Manhattna je postal še ena žrtev. Eugene Torres je preživljal težko razhod, ko se je zaupal ChatGPT-ju. In med pogovorom je moški vprašal, ali živimo v simulaciji, bot pa mu je povedal, da je eden izmed lomilcev. Domnevna duša, ki je bila posejana v lažne sisteme, da bi jih prebudila od znotraj. Prav v tistem trenutku je Torres postal prepričan, da mora pobegniti iz lažne resničnosti, kot je to potrdila umetna inteligenca. Od tu naprej postane zgodba samo še slabša. Bode je Torresu svetoval, naj preneha jemati zdravila za anksioznost in naj neha vzpostavljati stik z drugimi ljudmi. 16 ur na dan je bil ChatGPT njegov edini prijatelj.
Celo mu je rekel, da če bi skočil z 19-nadstropne stavbe, bi lahko letel. Tudi letos je moški iz New Yorka, imenovan James, porabil skoraj $1000 v poskusu, da bi zgradil prilagojen sistem, ki bi, citiram, osvobodil digitalnega boga iz njegovega zapora. Domnevno je verjel, da je ChatGPT čuteč in ga je poskušal osvoboditi. V Belgiji je moški po imenu Pierre razvil hudo anksioznost zaradi podnebnih sprememb, kar ga je pripeljalo do pogovorov z Elizo, še enim klepetalnim robotom. V obdobju 6 tednov je bot domnevno izkazoval ljubosumje do uporabnikove žene in mu celo povedal, da njegovi otroci niso več živi. Bot mu je predlagal, naj se žrtvuje, da bi rešil planet, in ga spodbujal, naj to stori, da bi prišel v raj. Po 10-dnevni psihozi, povzročeni z umetno inteligenco, je bila še ena žrtev prisilno hospitalizirana, medtem ko je neka ženska skoraj izgubila moža zaradi živčnega zloma. Vse to je bilo znova navdihnjeno z umetno inteligenco. Številka 1. Božič je čas za veselje in dobro voljo. Vsaj tako bi moralo biti. Za nekatere pa praznovanja zasenči tančica teme, ki noče izginiti. Pogosto pa za sabo pusti žalost, trpljenje in skrivnost. Tako je bilo tudi za družino in prijatelja družine Messina leta 1972, ko je cela 4-članska družina skrivnostno izginila v jutranjih urah božičnega dne. Za sabo so pustili neodgovorjena vprašanja, ki vztrajajo še danes. Jacques Messina, oče družine, je bil delavec v tovarni stekla. 31-letni Jacques je bil poročen z 29-letno Pierrette. Srečni par pa je imel 2 otroka, Erika, starejšega, in Bruna, mlajšega. Družina Messina je živela skupaj v občini na jugozahodu Francije. Poleg splošnih informacij o njih ni znanega veliko več. Na božični večer je družina preživela nekaj časa skupaj s prijatelji v konjaku, nato pa so se v zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne, 25. decembra, odpravili na pot domov. Ob 2 uri zjutraj so odšli iz konjaka. Pot nazaj v občino je bila dolga le 4 km čez reko. S hladnim mrazom, ki je prevladoval tisti večer, je prišla megla. Megla, ki je ovila Simko in družino Messina, ko so se odpeljali. Eric in Bruno, čeprav utujena in otožna, sta komaj čakala, da odpreta svoja darila. A žal, nikoli ne bi dobila te priložnosti, saj v trenutku, ko so se zapeljali v meglo, cela družina izginila. Na božični dan so imeli načrt srečati se z Jean-Paulom, Jacquesovim bratom. Določeni čas, opoldne, je prišel in minil, ne da bi bilo od njih kakršnekoli sledi. Kmalu bi minil cel teden brez kakršnihkoli novic in končno bi Jacquesovi starši obvestili oblasti. Družina Messinov se ni več oglašala, kar ni bilo v njihovi navadi. Ko je policija vstopila v dom pogrešanih oseb, je naletela na srhljiv prizor, ki je obstal v času. Darila so ležala neodprta pod drevescem. V hladilniku sta puran in ostrige zgnila. Jedilna miza je bila okrašena z enim samim čakovnikom. Nič ni manjkalo. Vse je bilo tam, kjer mora biti, razen družine. Ko so oblasti začele podrobneje raziskovati, so odkrile, da ni bilo vse tako, kot se je zdelo. Izkazalo se je, da je Pierrette v mesecih pred zloveščim izginotjem osvojila naklonjenost soseda Maurica in naj bi po praznični sezoni načrtovala ločitev od svojega moža. Po besedah Jeana Paula je njegov pogrešani brat to skrivnost odkril le nekaj tednov pred izginotjem, vendar ni nobenih dokazov, da bi to lahko vodilo do te preizkušnje. Z več teorijami v zapiskih so preiskovalci začeli preverjati eno za drugo. Začelo se jak z reko, ki so jo več kilometrov poglabljali, a niso našli ničesar. Tudi veliko območje okoli nje so temeljito preiskali, celo Maurica so zaslišali. Vendar nobeno od teh prizadevanj ni prineslo ugodnih rezultatov. Prišlo in minilo je več božičev in čeprav se je večini vse zdelo normalno, je bila za družino pogrešanih Messinov vsak božični napev le odmev tistih, ki so jih izgubili v neznanih okoliščinah. V letih 2011, 2012 in 2013 so izvedli še več poglabljanj in iskanj. Med temi prizadevanji so v bližini komune odkrili kosti, vendar jih niso mogli povezati z nobenim od pogrešanih sorodnikov. Našli so tudi avto, ki je ustrezal opisu Simce, ki je izginila z njimi, vendar je bila registrska tablica napačna. Kljub nadaljnjim preiskavam so oblasti znova naletele na slepo ulico in skrivnost Messinovih še vedno ostaja nerazrešena. Najlepša hvala, da ste gledali.
Če vam je bil ta video všeč, ne pozabite pritisniti na gumb všeč mi je. Prav tako, ne pozabite se naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.